Cela nočen šiht, sva midva s Samotom gonilne sili, evo. Jaz bolj na kitari, pa tudi na vokalih, Samo pa naš glaven vokal. In evo, na eni žurki, v bistvu nekaj let nazaj, kakor smo omenili, sva se pač spoznala in skozi noč sva ugotovila, da oba lahko par komadov odpojeva, pa da zraven lahko jaz še kitaro igram. In pač tako se je pa nekako vse začela, ne. Ko se je začela ta zgodba, da smo v bistvu... Da sva šla tudi poje to, da se je poje zdaj v te avtorske vode malo, da smo se pognali. Tako. Super, me veseli, da sta danes tukaj z menoj in pa seveda me veseli, da smo spet skupaj, dragi gledalci in pa gledalke. Nočen šiht, zelo zanimivo ime, moram reči, ne? Da pa prvo menim, sta Samo in Tadej, lepo pozdravljena v naši oddaji. Kako je pa prišlo do tega imena? No, to me je tako prvo prešinalo. Ta ime nas je, to nas sprašajo vedno, vsi nas. V bistvu najo, ne. Ja, to je tretja izmena, to je v bistvu eni hodijo popoldan v službo na tretjo izmeno, za nas je pa pač tretja izmena glasba. Čisto tako, v bistvu iz enega tazga odnosa se je razvil ta ime, ne. Ja. Gremo špilat, spet sledi nočen šiht, ne, in pa nekako smo kar obdržali to. Super. Je kul, pa še malo je v narečju tako. V narečju je to, ja. Super, sedaj smo si lahko pogledali vaš videospot, Poljubi me, zelo romantično zasnovano, ali lahko tudi pričakujemo to od vas v nadaljnjih spotih? V nadaljnjih spotih gremo v hitrejše ritme, take, ni čas za depresijo, zdaj moramo nekaj bolj poskočenega delati, tako da z baladami smo za nekaj časa kar zaključili. Super, potem pa komaj čakam, da vidimo vaš naslednji spot ob koncu našega pogovora, V globinah tvojih oči. Tudi zelo romantičen titel, ne, to moram povedati, ne. Kako pa je ustvarjati tako skupaj takšne baladice in pa rock baladice, bom temu rekla? Glasba, kako bi zdaj to povedal, glasba je taka, da v bistvu nekje vedno izhaja iz neke, ne vem, iz neke notranje zadeve, tako da lažje je delati glasbo, če jo v bistvu podoživiš na ta način. Na ta način delamo tudi vse komade. Prav, od balad do hitrih komadov, ki sledijo. Ja. Naslednji bomo, da ja. Se že veselim, to pomeni, da se bomo ponovno spet lahko videli. Ja, upamo. Zdaj pa, da se vrnemo malo na vaše začetke, kajti da vas še malo predstavimo naši publiki, ki vas danes tukaj gleda. Bom pa kar zdaj prvo tebe vprašala Samo, kdaj si se ti začel z glasbo ukvarjati? Kaj je bilo tisto, ki te je premamilo v to smer? Glasba me spremlja v bistvu že od malih nog. Mi zdi, da je bil v osnovni šoli profesor glasbe, ki me na nek način navdušil nad glasbo in potem smo naprej vse skupaj zapeljali v to, da sem v bistvu nekako postal vokal. To je to. Igral sem pa tudi inštrumente različne, med njimi tudi kljunasto flavto. Tega že noben kljunasto flavto. Jaz zdaj trenutno v bendu še nimamo, ne. Ja. Morda ideja za naprej. Mogoče. Vse se da. Ja. Kaj pa ti, Tadej, si tudi imel kakšnega vzornika? Ja, v bistvu mene je pa za kitaro navdušil Roman Vukina. Takrat je bil on član skupine Flirt. Pač smo se spoznali in ko sem ga spoznal, ga nisem spustil izpred oči. Mi takoj ratal vzor in sem pol tudi jaz hotel igrati kitaro, ne. In tako sem pol začel v bistvu s prvimi akordi, mi je on pokazal tudi osnovne zadeve, pol sem pa tudi svoje znanje upgradeal oziroma nadgradil po slovenska, ne. In zdaj je to nekako sedalo vse skupaj v bend. Super je slišati, da sta že tako mlado se navdušila v bistvu nad glasbo in pa da to seveda nadaljujeta. Kdaj pa je bil tisti prelomni trenutek, ko sta pa začela s tem res profesionalno ali pa da ste rekla, želim si iti na oder in pa pokazati to tudi ostalim?
Ja, mislim, da je bila to kar tista noč, ko sva se tudi v bistvu na neki zabavi, ko smo se spoznali, tekom večera sva pač ugotovila, da oba dva lahko pojeva pa igrava, in tako se je pač zgodba nadaljevala. Vsaj to je bilo pri meni, samo je nekaj že prej tudi je delal. Za mene je bil pa ta pač prelomen trenutek, da smo rekli pač, evo, gremo probat, gremo narediti in smo začeli. Odlično in upam, da bo tako se tudi nadaljevalo. 3 leta sta rekla, da sedaj že sodelujeta skupaj. Imate morda kakšne cilje za naprej, kam vaju bo usmerila ta pot ali ostajata zvesta tem rock skladbam tudi naprej? So to vajine vode? Tako je, ostajamo zvesti, v bistvu ne toliko rock, pop rock se mi zdi, da nam je bolj vsem pri srcu, tako da ja, trenutno sigurno ostajamo v pop rocka vodo. Imate morda kakšen skriti oder, ki ga še niste odkrila, pa si ga želite obiskati, seveda kot nastopajoča? Veliko odrov je še neobiskanih, tako da ja. V bistvu z dobro glasbo se mi zdi, da te lahko pripelje marsikam. Tako da ostajamo zvesti, delali bomo naprej. Tako da ja, v bistvu smo žur band, ne, tako da želimo tudi take odre, po takih odrih posegati. Po veselih odrih bolj, ja. To pa je to, kar mi tudi komaj čakamo, ko bo seveda vsega tega konec, da bomo dobili kakšen pravi žur tukaj pri nas in pa upam, da se takrat tudi vidimo na kakšnem koncertu. A ste kaj že bila tukaj pri nas v Štajerskih koncih? V Celju smo tudi že igrali, ampak je bilo zadeva bolj privat zabava, ja. Tako javno pa Štajerske konce še nismo bili, ne. No, evo, morda naslednjič. Ja, si pa želimo, izzivi ostajajo, evo, to nam je gonilo, tako kot. No, jaz držim pesti, kajti tudi sama sem navdušenec nekako rocka ali pa pop rocka, tako da držim pesti za takšne bende čim bolj tukaj pri nas, tudi če bo flavta, se pustimo presenetiti, a ne? Dajmo se. Imamo pa zdaj vajin nov projekt in sicer 1 mesec je nazaj izšla ta vajina skladba oziroma videospot V globinah tvojih oči. Kako je potekalo snemanje, ne? Verjetno letos kar malce drugače kot pa ponavadi, ali so vas kaj omejevali, ste morali zaradi tega se kaj veliko prilagajati? Ja, lahko, v bistvu snemanje z Bojanom Dragojevičem smo bili na vezi, ker on je pač znan producent na območju pač Balkana. On je delal z velikimi imeni, ala Severina, Boris Novkovič, Jelena Rozga in podobni. In on je v bistvu tudi en izmed ustanoviteljev, pa zelo pomemben član skupine Učiteljice. Prek Učiteljice v bistvu imam jaz neko sorodstveno stran, edina Slovenka med njimi je Ana Vurcer. Z njo v bistvu smo se povezali tudi z Bojanom, prej omenjenim producentom. Sva v bistvu s Samotom imela že pripravljene osnutke za novi komad. Bojan je pa potem bil odziven ravno na dopustu v Sloveniji. Že mislil je kreniti nazaj na pot proti Beogradu, kjer on živi in kjer ima studio. Ampak evo, je podaljšal dopust in med tem časom smo pač iz tega osnutka naredili tole našo balado V globinah tvojih oči. Je verjetno kar velika čast sodelovati s tako velikim producentom. Ja, seveda, pač odnos in vse pač je potekalo tako, da smo v bistvu pa posneli v enem dnevu, a ne? V enem dnevu je bilo vse posneto. V Ljubljani smo posneli in on je v bistvu odnesel oziroma naredil končen produkt v svojem studiu v Beogradu. Je pa velik užitek delati s takim mojstrom, zato ker te v bistvu gre vse lahko, nasmejano, z dobro voljo, tako užitek je delati s takimi ljudmi, no.
Tudi vnaprej razmišljata, da bi sodelovala morda s kakšnim takšnim producentom ali odpirata še te poti čisto odprte? Zaenkrat so poti odprte, načeloma pa bi mi bilo veliko čast, če bi lahko še enkrat sodeloval s takim kot je on. Sta kaj razmišljala tudi o tujih trgih ali se bosta bolj osredotočila tukaj na naš trg? Na naš trg. Slovenski je dosti velik za vse. Super. Sem vesela vedno takšnih informacij, kajti dobri glasbeniki nam pobegnejo in to se mi zdi res malo tako za nas, ne. Mi imamo radi dobre žure in pa je super, da boste ostali tukaj. Mi je pa všeč tudi, da imate besedila v slovenskem jeziku. Videla sem tudi, da tudi kakšen tuj, morda kakšen cover kdaj pa kdaj ali pa kaj takšnega, ampak kaj pa za naprej? Boste tudi ostali zvesti v slovenskem jeziku ali želite kaj v drugih jezikih? Sigurno v slovenskem jeziku vedno. Ostajamo zvesti. Zelo, zelo vesela, tako da mislim, da se tudi drugače poistovetimo z glasbo, ki je v slovenskem jeziku in jo pa poslušamo, tako da res vse pohvale in pa tudi vse pohvale za videospot. Mislim, da si redko kdo predstavlja, kako je priti na tak trg, sploh pa potem sodelovati s tako znanimi producenti oziroma z ljudmi, ki to res obvladajo, tako da res kapo dol in pa želim vam veliko, veliko takšnih uspehov tudi vnaprej. Ja, Hvala lepa. hvala. Upam, da se čim prej vidimo tako. Ja, to pomeni, da boste imeli čim prej kakšen projekt, ne? A imate kaj že nagledano, ste si že kaj razmislili, kaj bi mogoče v nadaljnjem storila? Pustimo zdaj ukrepe na strani, so to kakšni koncerti ali pa morda res novi videospoti? Ja, najprej zdaj razmišljamo v novem komadu. O tem v bistvu hitrejšem, ki smo ga že omenili. Zdaj v bistvu rok še ni čisto določen, kdaj bo komad izšel, so pa že neki zametki, ki se spet ustvarjajo in v bistvu smo v navezi zdaj ponovno z Bojanom Dragojevičem. Na obeh straneh je interes sodelovanja, zdaj trenutno nimamo druge, kakor da smo še zaprti v studiu, naredimo nekaj, kar bi pa potem radi z veseljem podelili med ljudi. Tako da v bistvu ste nas zdaj ujeli trenutno v fazi delanja, tako da piševa tekst, glasbo. Razkril si. Delava glasbo, tako da v bistvu, se pripravlja nova zadeva, tako da v kratkem upam, da poleti izide. To pomeni, da vidva pišeta tudi besedila. Globina tvojih oči je napisal Rok Lunaček, naš znani pisec. Zdaj sem se pa odločila, da mogoče pa ne bi bilo slabo, da lahko v bistvu tudi sama napiševa. V bistvu sva malo spoznala ene par zametkov mala in se začela sestavljati. Super, polna talentov, evo. No, še en bravo in pa res želim, da vam res tako ratuje tudi naprej. Mislim, da imate res super iztočnice in pa upam, da se kmalu kaj vidimo, ne? Če ne drugo v živo v studiu. Super, da se veselila. Že pričakujeva povabilo. Tako, mi pa vas bomo sledili, seveda, da bomo vedeli, ko bo kaj novega je šlo, drugače pa se z veseljem oglasita. Ampak tudi na koncertu, ne, v Sloveniji, v Celju, nekje v bližini, da bojo lahko naši lokalni gledalci vas prišli gledati in pa navijati za vas, tako da res vama želim vse dobro na vajini poti, le tako naprej. Je pa čas, da si pogledamo mi vajin videospot, o katerem sta sedaj govorila. Jaz sem že malo nestrpna, tako da hitro si ga pogledamo skupaj in pa res hvala, Tadej, hvala Samo. Upam, da se kaj kmalu vidimo, ne, tako kot sem rekla in želim vam res prijeten večer še naprej. In pa seveda tudi vam, dragi gledalci, enega gosta še imamo, danes samo v moški družbi, sedaj pa je čas, da si pogledamo iz Nočnega šihta videospot o globini tvojih oči. Hvala vam še enkrat. Hvala tudi. Čau.